Lep dober večer, majčkeno zamude sicer, drugače pa še vedno na koncu koncev. Zvezda Severnica se zdaj še ne vidi, sem pa Jerneja Krapše, Zvezda Severnica na poti vašega uresničevanja idealnega partnerstva. In ko rečem idealnega, s tem definitivno ne mislim kar nekega partnerstva. Ne mislim s tem, da sem tista, ki vam bo Zvezda Severnica na poti spoznavanja nekega partnerja, pač prvega, ki pride, ali pa prvega, ki me bo imel, ampak resnično takega, ki bo za vas idealni. Kaj to pomeni, bom danes še kaj več povedala, ampak kot veste, je v moji skriti, zelo skriti skupini Idealni na poti, se reče, ta mesec fotografije. Namenjen je mesec temu, da vas malo izobražujem, kaj sploh pomeni fotografija na online profilih, ker ena stvar je vsak zna fotografirati, druga stvar pa je, kaj fotografija o vas pove. In zato danes začenjam z eno lepo mislijo, portret ni narejen v kameri, ampak na vsaki strani le tega. Ja? Kaj o tem in kaj s tem mislim, vam bom povedala še majčkeno kasneje, skozi današnji live webinar, pa ni webinar, Facebook live. Pozdravljam seveda vse tiste, ki ste na on, vse tiste, ki gledate v posnetku ali pa v živo, vseeno je, sem vesela, da ste v moji družbi. Komentirajte spodaj, pišite svoje vprašanja, napišite, če se, ne vem, s čimerkoli strinjate, če se ne, če imate kakršnokoli vprašanje. Bom majčkeno počakala, ker logično gre vse skupaj z zamikom in bom, kolikor se le da, seveda tudi odgovarjala na vaša vprašanja. Sicer pa se zelo veselim, da bom lahko odgovarjala in predvsem šla skozi en tak konkreten, zdravo Jelka, skozi en tak konkreten webinar, ki pa mu jaz prej rečem delavnica, ker vedno z mano webinarji so delavnice, kar pomeni, želim si pripravljati take stvari, od katerih boste vi nekaj imeli, kar pomeni, ko boste sedli, od prve minute pa do zadnje, ko boste me poslušali in delali in če boste sodelovali, si zapisali stvari ali pa rekli, aha, tole so 3 korake, ki jih moram narediti, da boste na koncu teh 90 minut imeli en izdelan načrt za neko določeno stvar. In prihaja seveda webinar, ki se mu reče najbolj neustavljivo privlačen online dating profil 5 zvezdic, oziroma kako v eni potezi do neustavljivo privlačnega dating profila, ki v vašem sanjskem, ampak še kako resničnem partnerju, resnično zbudil tisti prvinski nagon, vas mora spoznati takoj. In vse to se lahko zgodi s fotografijo. Danes vam bom povedala kaj več, oziroma kaj lahko pričakujete. Majčkeno imam zapiskov, da ne pozabim kaj, ali pa da ne bom predolga. In sicer, kdo sem, ni odvisno od fotografije, ampak od tistega, ki jo gleda. To je zelo pomembno, bolj pomembno od pomembnega. Se mi zdi, da marsikdo bi tole malo drugače interpretiral. Me zanima, kakšno je vaše mnenje. Kdo sem, ni odvisno od moje fotografije, ampak od tistega, ki jo gleda. To je, bom danes povedala še kaj več, torej gre za to, da je to živa resnica, da samo prava fotografija privlači pravega partnerja, torej tistega vašega sanjskega idealnega. Če prave fotografije ne bo, še posebej je to pomembno za ženske, kar sem že dostikrat omenila, potem tudi ne bo pravega partnerja. In več o tem vam bom zagotovo povedala in se bomo naučili, kako to izkoristiti v naslednjem mesecu, čemu posvečamo pozornost v naslednjem mesecu, pravzaprav v tem mesecu, v mesecu avgustu, v moji skriti skupini Idealni na poti, kamor ste vabljeni seveda čisto vsi. Pa vam bom povedala jutri na webinarju. Webinar je zvečer ob 8:15 in šele takrat bomo razkrila vse skupaj. Tako, zakaj je bolj pomembno od pomembnega to, da se zavedamo, da kdo sem, ni odvisno od fotografije, ki jo objavim, ali pa fotografije na kakršnakoli pač že jaz na tej fotografiji sem, ampak to, kdo to fotografijo gleda, jo ocenjuje in tako naprej. Pomembno je tako, da treba se zavedati, da, tako kot sem rekla prej, da portret ni narejen v kameri, ali pa fotografija ni narejena v kameri. Fotografija je narejena na eni in drugi strani kamere.
Vse to, kar vidimo, si dejansko mi predstavljamo. Očisto vsem, karkoli že vidimo. Tudi vsi tisti, ki mene zdaj gledate, sploh mislim, da imate vsak svoje vprašanje. Kaj pa jaz vem, nekateri sprašujete, kaj se tu otroci nekaj derajo zade, drugi se sprašujete, kaj je tisto drevo tam zade, tretji se sprašujete, kje zdaj si, četrti se sprašujete, kaj, ne vem, nimaš boljše frizure in tako naprej. Nekateri pa čete, wow, kakšna ženska, mogoče tudi to. Skratka, čisto vseeno, to je čisto vaša stvar. Jaz zase vem, kdo sem in kaj sem in to je edino, kar je pomembno. In lahko vam povem iz lastne izkušnje, ko sem se leta 2013, mislim, da začela ukvarjati z osebno rastjo oziroma začela takrat izvajati prvi individualni trening za osebno rast online, to je bil takrat tečaj obilja, tudi zaradi tega imam še vedno mojo krovno spletno stran tecajobilja.si in do tistega leta sem že približno kakih 12-13 let delala v medijih. Imela sem ogromno izkušenj, ampak čeprav mi je celo Stojan Auer rekel takrat oziroma me presingiral, da bi delala na televiziji, sem vedno rekla, niti slučajno. Niti slučajno na TV me ne dobijo. Me pa dobijo na radio, meni je bilo to super fenomenalno, tam sem se lahko izrazila, nihče me ni mogel videti, se mi zdelo, da mi je bilo to toliko bolj fajn. Oziroma mislila sem si, da na kameri izgledam nikak. Dokler nisem začela izvajati teh tečajev, online tečajev obilja. Zakaj? Takrat sem začela snemati, ker je to traja 30 dni oziroma 6 tednov, za vsak dan v tednu tega tečaja, ki je sicer na voljo tudi še danes, če kdo želi, naj mi piše na jerneja@idealni365.si. Vsak dan tega tečaja sem naredila še en dodaten video, zato ker sem si resnično želela, da bi ljudje, ki poslušajo te lekcije, ki delajo naloge, dobili še dodaten push iz, ne vem, tega, kako sem jaz to videla, kaj vam bo pomagalo, kako vam bo pomagalo in tako naprej. In takrat ko sem začela delati videe, sem naučila njih ampak nič kaj dosti stvari. Samo to, kakšen make-up je treba, ni treba veliko in pa mogoče, da je fino, če imaš v redu svetlobo, ne. Nič drugačna nisem bila, mogoče sem imela še kar par kil, 5, 6, 7 kil več kot zdaj. Ampak ko sem jaz začela tiste videe delati, sem si začela biti všeč na videih. Jaz, ko sem gledala videe, sem rekla, wow, kakšna ženska. Zakaj? Zakaj jaz prej nikoli nisem hotela delati na radiju, zakaj nisem hotela nikoli delati na televiziji? Zaradi tega, ker nisem vedela, kaj lahko jaz televizijskim gledalcem dajem. Hej, Natalija! Jaz mislila, da jim ne morem dati ničesar, oziroma nisem hotela biti neka vremenarka, nisem hotela biti neka povezovalka, nisem hotela biti neki hi, ker vse to je super, vse fenomenalna, Bernarda Žarn, enkratna in noben ni tak kot ona, res jo imam rada, ampak to ni moja stvar. Ne vem, od novinarke do kancelarke vse, ker on je v meni videl talent za vse. In hvala in vem, da ga imam. Ampak jaz sem si želela povedati samo to, kar sem povedala s tečajem obilja. Te zadeve, to je v meni. In to vam hočem povedati. Ko sem jaz bila polna sama sebe, ko sem se začela zavedati, kdo sem, ko sem se začela zavedati, da je to prihajalo od neke stvari, ki jih mogoče sploh nikoli nisem vedela, ampak sem jih naenkrat vedela, ko sem o tem govorila. Meni je bilo vse jasno, kristalno. Takrat sem lahko vedela in sem lahko bila točno to, kar sem si želela biti in takrat tudi najbolj žariš. Če greste pogledati na Ona On, imam zdaj svojo rubriko, boste na Ona On magazine, boste videli tam vse moje videe na enem kupu oziroma povezavo do njih, vse moje Facebook live in boste točno videli, kdaj sem imela slab dan, ko se nisem dobro počutila, kdaj nisem bila polna sama sebe in kdaj sem imela dober dan. Točno se vidi, ker logično, če si ne pomagaš, zelo vplivajo okolje in trenutne situacije na to, kako izgledaš in kako se počutiš in tako naprej. Kako je vse to skupaj povezano s sliko? Popolnoma isti šmornje. Ko se boste vi začeli imeti fajn v življenju, boste vi vedeli, kdo ste, boste vi vedeli, kaj vas veseli, ko boste predvsem sprejeli popolnoma čisto vse, čisto vsako sebe in misli in preteklih izkušenj, slabih, dobrih, ponesrečenih ali pa posrečenih,
Ne glede na vse, boste vi žareli, ko boste to sprejeli in ko boste za tem stali. In takrat boste vi najboljša verzija sebe in takrat boste žareli ne glede na to, kakšno fotografijo bo kdo naredil. Ajde, malo je že treba vedeti tudi, kako se postaviš, tudi zato, da ne boste zamižali vedno na fotografiji. Imam jutri v webinarju konkreten predlog, ker sem fajn pogooglala in se izobrazila, kar se tega tiče. So pa tudi stvari, ki jih vem odprej, in definitivno dobite tudi ene 3-4 stvari, ki so take, da boste vedno na fotografiji izgledali fotogenično. Ampak, kaj vam hočem povedati pa to, da vaš idealni partner, ampak še kako resnični partner, bodoči partner, moram zaenkrat reči, ne išče popolne ženske zaradi tega prepričanja, da moram biti popolna, da moram imeti profi nekega fotografa, da moram imeti nekega, da moram imeti profi make-up, da moram res imeti, sama oblačila iz, kot že, pa jaz vem, kje so kakšna draga oblačila. Versace pa te zadeve. Ne pa takega, ki kar naprej modec ven gleda, ne. Ampak je vseeno zelo lepa obleka, ker rečete, meni je zelo všeč. Skratka, kaj hočem povedati? No, ni potrebno, da je vse skupaj profi in da ste tipi-topi in sploh. Sploh je vprašanje in vas vprašam zdaj, kaj je boljše, da boste dobili oziroma da boste res dobili takoj pozornost vašega bodočega idealnega partnerja. Ali to, da imate profi fotografijo, se ne rabi biti neka tista, v tej pozi, tako kot imajo vsi, ne vem, kdo že, te velike medijske zvezde in tako naprej, in poslovneži in tako naprej, ampak samo da je profi. Ali pa taka, ki je v bistvu čisto z domačim fotoaparatom oziroma z fotoaparatom iz telefona in narejena takrat, kadar se imate fajn. Namensko to fajn vzdušje lahko tudi prenesete in potegnete iz sebe. To gre, vse to gre, to se bomo učili v avgustu v Facebook skupini Idealni na poti, tako da vabljeni. Tako da, vprašanje torej je, napišite v komentarju spodaj, me prav zanima, ali je boljše, zato da vas hitreje najde idealni ta fotografija od profesionalca, ali tak jo naredite doma. Odgovor boste pa zvedeli jutri v webinarju, če boste tam seveda. Kaj sem vam hotela prej povedati? Rekla sem, da vaš idealni partner ne išče popolne ženske, išče idealno. In sicer kakšna je razlika med popolno in idealno? Čisto preprosto, popolna ne obstaja. In popolni ne obstaja. Ne obstaja. Tudi popolnega partnerstva ni, je samo idealno. Kakšna je razlika? Popolno je tako, kjer v bistvu si in ne rabiš več ničesar narediti. Si točno tak, kot si. Imaš nekoga, ki te ne spravi niti slučajno, niti za pol centimetra, ne levo, ne desno, ne naprej, ne nazaj, ne zrasteš ob njem, mogoče še nazaduješ malo, zato ker pač se nič ne premika. Ker dejstvo je tako, poglejte vesolje, poglejte življenje, vedno se nadgrajuje, vedno se spreminja. Tisto, kar ostane enako, umre. Poglejte v naravo, to je zakon narave. In to je nekaj čisto naravnega, najbolj naravnega, da gremo naprej, da se spreminjamo, da smo danes v takšnem življenjskem obdobju, jutri pa v drugačnem. Ampak to, v kakšnem bomo jutri, lahko predvidevamo, glede na to, kaj si želimo in koliko smo pripravljeni za to narediti. Ne gre za to, da tisto, česar si želite, morda ne morete dobiti, ker niste prave, če bi v Indiji rekla, kaste, ker ste v nižjem razredu ali pa kaj z vem katerem. Zdrava, Tina. Ampak lahko dobite čisto vse. Tako kot sem, že enih parkrat rekla in videla v zadnjem času, enih parkrat to reklo, da želje so uresničljive, če si jih uresničimo. Najprej si jih moramo želeti, vedeti, kaj hočemo. Nekatere so take, za katere rabimo dlje časa, da pridemo do njih. Ampak kdo pa pravi, da moramo vse dobiti danes, jutri? Enostavno kot keks.
Ne? Dajte si sol in popr v življenju skozi celo življenje in eno izmed najboljših začimb za vaše življenje zdaj, ko ste samski in imate to željo, da bi našli zase idealnega partnerja, da v tem času uživate. Ker ena stvar je 100%. V skupini Idealni na poti sem se, mislim, da kar konkretno ruknila z enim gospodičem, ki je napisal v tej skupini: iščem žensko za zvezo od 20 do 30 let. Se opravičujem, ker sem to zdaj ven prinesla, ampak mislim, da mi ne bi noben zamiral zaradi tega, ker enostavno je to. Moj zapis spodaj je bil samo to: dragi moj XY, nikoli ne boš našel idealne partnerke. In tudi ne partnerke, zaradi tega, ker ne glede na to, kdo se ti bo prijavil na tak oglas, če se bo sploh kdo, ne, ker to je bolj splošno, da bi mogel napisati. Me zanima, kolikokrat boš moral iti na neko srečanje, v zvezo in tako naprej, preden boš ugotovil, da v bistvu te kar vse možno obhaja in da ne moreš biti srečen za vsako. Mogoče se lahko trudiš prvih par dni, prvih par tednov, potem pa je vedno slabše in težje. Zakaj? Zato, ker ljudje želimo živeti življenje, želimo si ga okusiti, želimo si biti srečni s partnerjem, ampak to vam lahko da samo idealni partner. Ne popolni, idealni. Ne iščite popolnosti, iščite idealnega. Kakšen pa je idealni oziroma idealna? Enostavno kot kek spet. To je človek, ki ima podobne vrednote kot vi, ki ima podobne želje kot vi, ki ima podobne cilje kot vi, ki ima podoben način življenja kot vi. Absolutno čisto vsakemu. Če še niste prebrali knjige 5 jezikov ljubezni, prosim, preberite jo. Še posebej za vse tiste velja, ki iščete idealnega partnerja. Zato, ker boste lahko pri sebi izvedeli, kakšen je vaš jezik ljubezni in da ni pomembno, ali vi razumete svoj jezik ljubezni, ali pa je pomembno, ampak ni tako zelo pomembno, kot pa je pomembno, ali razumete in želite razumeti in živeti v skladu z jezikom ljubezni, ki je pa prvi jezik ljubezni vašega partnerja. Ampak zdaj sem že malo zašla. To so absolutni cukri in biseri, ki jih morate vedeti, ker ljubezen traja, če jo ustvarjamo vsak dan v zvezi. Ampak to so že druge stvari. Ena stvar pa je seveda takrat, kadar jo iščemo. In zato, da boste našli res idealno partnersko zvezo, idealnega partnerja za še desetletja naprej, zakaj bi jih morali iskati, ne vem, vsakih 3 mesece, ali pa vsakih, ne vem, 2 leti, ali pa 3 leta, ali pa prvič, ko pride do malo težjega spopada, boste šli na razen. Zakaj? Zato, ker pač je prišla zima in pozabimo, da za zimo potem pride tudi pomlad in poletje. Če zimo preživimo. Če smo pripravljeni za to nekaj narediti. Enostavno. Ja? Ampak zato vam pravim, idealno je to, ko vi veste, kaj si želite v prvi vrsti, ko vi veste, kakšen partner vam lahko k temu življenju doprinese, tako da se bosta oba imela v tem življenju fajn. Ok, mislim, da imam neko vprašanje. To je to. To je, mislim, da to. Ja, samo to sem si še napisala. Če ima kdokoli kakršnokoli vprašanje od vas, prosim, zapišite ga v komentarju spodaj. Če imate to ali zdaj, ko gledate v živo, ali pa kasneje, sploh ni noben problem. Tudi potem lahko v Ona On magazinu, v moji rubriki Jerneja Krapša oziroma Zvezda Severnica, na vaši poti manifestacije idealnega partnerstva. Tako me boste našli tam in tam boste našli tudi vse moje članke, napotke in videe. Hotela sem vam povedati to, da če iščete idealnega partnerja preko online profila, absolutno vas podpiram v tem in to bi bil moj prvi number one izbor in tudi je bil takrat, ko sem vedela, da idealni obstaja in da prihaja k meni in tudi je prišel v 3 mesecih, ko sem naredila to svojo stvar po metodi idealni. In sicer, da je pomembno, da objavite fotko.
pomembno je, da sami sebe zastavite, da sami za sabo stojite in da objavite fotografijo. Ker če je ne, vam bo to dalo toliko groze, ki sem jo jaz slišala še in še žensk, s katerimi smo imeli brezplačni posvet. Mimogrede, brezplačni posvet je še vedno na voljo, tako da prijavite se lahko na idealni365.si brezplačni posvet. In so mi povedale, kakšne grozote doživljajo. Saj nič ni hudega, pač so moški, ki niso njim idealni, njim ne všeč, njim, kaj zvem, so čisto drugačni. Ja, valjda, če pa ne poveste, kakšnega želite. In to boste moškemu povedale najprej in najboljše s tem, ko boste objavile pravo fotografijo. Ja? Zato še enkrat vabim vse skupaj, imam tudi v tem postu zapisan, mislim, da upam, da vsaj link do webinarja, še vedno lahko pridete, jutri bo, torej kako v eni potezi do res neustavljivo privlačnega profila in to je s fotografijo. Ja? Če boste dali pravo fotografijo, boste veliko hitreje, absolutno veliko prej kot 365 dnevih našli zase idealnega partnerja. Če ne boste in če bo napačna fotografija in sploh če fotografije ne bo, boste k sebi privlačili vse, kar leze in kar gre in kar si želi malo ciki-caki, pardon, zdaj pa je nekaj pomeni šlo, gremo, ne? Mogoče kakšni poročeni, mogoče kakšni taki, ki jim je čisto vseeno, mogoče, kaj zvem, manjši, slabši, grozni, brezvezni, oslinjeni, vse to, kar nočete. Zato, ker če se bojite tega, ampak to so že druge teme. Torej, še eno stvar sem hotela povedati, pa sem zdaj seveda pozabila med tem, ko sem vam govorila druge stvari. Napisala si pa nisem. Ja, če ne objavite fotografije, se definitivno, ali pa če objavite fotografijo, ki vas ne opiše kot takšne, kot ste, ja, potem boste definitivno prepustile usodi to, da ne zaživite verjetno idealne ljubezni, nikoli v življenju, pa zelo, zelo veliko pozneje. Meni absolutno ni do tega, da bi vas slišala pol enkrat, ko bomo stari 75 in bomo kje v domu za ostarele, pa se bomo videli in potem bosta vidva tam se držala za rokico, da je prišla pa rekla, Jerneja, no zdaj sva se pa le našla. Prej sva bila pa čisto fertik, nimama ne otrok, nimama ne nič, še psi so nama poginili, zdaj pa sva čisto fertik in socialno nam plačuje najslabši možni nastanitev, ampak sva pa srečna. Kak bi bilo šele fajn, če bi se našla pred 40 leti. Ne? Absolutno je nujno, da si ustvarite idealno partnerstvo, da najdete idealnega partnerja po vaši meri. Moški, ženska, nima veze. Res pa je, če hočete to narediti, morate narediti nekaj drugače. Si morate želeti narediti nekaj drugače. Zato, ker življenje gre naprej, daje drugačne možnosti. Tako kot so se spoznavali naši starši, ali pa kot smo se mi v 20 letih spoznavali, danes več ni, pa tudi ni treba. Fino je, da že preden sploh greste na zmenek, veste veliko o tem človeku in da se odločite, ali mu boste pustili, da krade vaš čas ali ne. Jutri torej še enkrat vabljeni vsi skupaj na webinar ob 8:15, ga bomo imeli. Za vse tiste, ki ste v skupini Idealni na poti, je to eno tako fenomenalno darilo. Rekla sem, da tisti, ki pridete v to skupino, ste tudi tisti, ki veste, da jaz nimam čarobne palčke in ne bom za vas naredila nobene magije. Sem pa tista, ki je zvezda Severnica s podporo in pravimi napotki. In v tej skupini jih boste dobivali vsak dan, podporo, motivacijo in tako naprej. Vsak petek dobivate tudi brezplačne odgovore na vaša kakršnakoli vprašanja v zvezi z iskanjem idealnega partnerja. In ne samo to, še par bonusov. Jutri v webinarju pa sem navdušena zaradi tega, ker bom povedala, kateri je prvi, ki dobi tudi fenomenalno darilo. In sicer vsak mesec najbolj aktivnemu članu podarim
3-mesečni self-study e-kurs oziroma paket. Najugodnejši definitivno način ali pa cenovno najugodnejši način za vsak način za vse res zelo zaposlene ženske, ki imate nič časa za to, da v svoje življenje res takoj privlečete zase idealnega partnerja in sicer zato, da boste res končno začutili, kaj pomeni biti v celoti sprejet, točno take kot ste in cenjene, zato ker ste lahko in to po metodi idealni. Takšen paket sicer stane 207 € oziroma 3x po 69 €, razen za tiste, ki ste v skupini Idealni na poti, tisti imate še en poseben bonus. No, eden od vas, eden od tistih, ki pa so že v skupini in so bili ali pa bodo, do jutri zjutraj še so lahko najbolj aktivni, pa bo to prejel tudi kot darilo. Vesna, zdrava! Evo, to je to, kar sem želela povedati. Jutri napovem še temo prihodnega meseca, komaj čakam. Ta je bila že fenomenalna, ampak komaj čakam jutri webinar. Kakšne dobre vsebine, ne vem, odkot mi je to prišlo, ampak prišla je. In sem hvaležna za vse to. Resno, jutri napovem novo temo, tako da bodite tam. Še enkrat, samo mogoče za konec, to, kar sem povedala na začetku, portret, dragi moji, ni narejen v telefonu. Portret, slika, ki vas prikazuje, je narejen na eni in drugi strani. Jerneja Krapša je moje ime, sem zvezda Severnica na poti do manifestacije vašega idealnega partnerstva.